Pozdravljeni! Danes se najprej odpravljamo do grajske pristave, ki sicer zamudo, a vztrajno dobiva svojo končno podobo. Kot je znano, bosta v obnovljenih prostorih grajske pristave svoje domovanje dobila muzej in glasbena šola Ormož. Res, da so se obnovitvena dela zavlekla čez 2 meseca po obljubljenem roku, a bo pomlad Ormožu zagotovo prinesla obnovljeno grajsko pristavo. Vzrokov za zamudo je več. Ja, v glavnem je poglaviten vzrok da izvajalec, ptujsko podjetje Gradis, ne izvaja del v takem tempu, kot je bilo planirano. Nekaj je bilo dodatni del, predvsem zaradi statičnega utrjevanja, kajti stavba je bila bolj dotrajana, kot smo mislili, in ko se je začelo pravzaprav odpirati pri temelje, so potem bile določene dodatne zahteve, predvsem po statičnem utrjevanju samega objekta. Malo pa bi rekel, da smo leta 2009 prepozno začeli. Takrat se je začelo z gradnjo nekje v novembru. Bila je neka zahteva takrat po peticiji glede samega lokacijskega načrta za mesto Ormož, da ne obnavljam tega vsega. V glavnem začeli smo graditi v zimo. Zima je potem 2009-2010 dela za določen čas prekinila in tako smo tudi sedaj prišli v zimski čas, ko ni možno del izvajati v takšnem tempu, kot bi si želeli. Obnovitvena dela izvaja družba Gradis Gradnje Ptuj, ki v tem trenutku preživlja težke čase. To sicer na zamudo pri obnovitvenih delih naj ne bi vplivalo. Ne, v tem trenutku ne. Mi v glavnem kot naročnik plačujemo vse po asignacijskih pogodbah, podizvajalce, tako da podizvajalci delajo naprej in tudi verjamem, glede na to, koliko ljudi dela v tem trenutku na samem objektu, da bo seveda v mesecu in pol tudi objekt v celote pripravljen za tehnični pregled. Če bo seveda zima dovolila, da bi lahko okolico urejali, ki so sedaj že začele, v kratkem pa tudi začne se nameščati oprema v sam objekt, tako da glasbena šola bo sigurno v slabi 2 mesecih končana. Jaz upam, da malo pozneje tudi muzej. V obnovljenih prostorih grajske pristave bo najprej vse nared za vselitev glasbene šole. Te zamuda pri dokončanju del ne moti. Ja, nas niti to tako daleč ne moti. Mi smo začeli pouk pod takimi pogoji, skoraj nemogočimi, kot se zdaj dogaja tam gore na naši stari lokaciji, in smo se nekako na to privadili. In nas tudi ne bo nič motilo, če bomo tam letošnje leto v bistvu zaključili in se potem med počitnicami selili. Kajti vsaka selitev bo v bistvu prizadela tudi pouk, saj to bo trajalo par dni in potem bomo morali to tudi nadoknaditi. Glasbena šola ima v Ormožu 50-letno tradicijo. Prvič pa bo v svojih 5 desetletjih delovanja imela tudi svoje domovanje. Pravzaprav takšno, kot ga glasbena šola potrebuje. Ja, v novi zgradbi bodo zdaj glih primerno število prostorov, koliko jih rabimo. Tako dobimo zdaj 13 učilnic za individualni pouk, potem seveda dvorano za pihalni orkester in pa tisto, kar najbolj pogrešamo, primerno dvorano za nastope učencev in pa potem seveda tudi vse spremljevalne prostore. No in bo vse to, kar ste si želeli že leta? Ja, na vsak način. No, skrbi me edino to, kaj ti predvidevam, da se bo glasbena šola v bodoče širila v naslednjih letih in potem pa že skoraj bo težko. Tu nič nimamo rezerve, kam bi lahko še naredili kakšno učilnico. Glasbeno šolo Ormož obiskuje 216 učencev na različnih instrumentih. Te poučuje 18 učiteljev. Vsi skupaj z ravnateljem vred verjamejo, da bodo novi prostori za njihovo delo velika pridobitev. Predvsem ravnatelj ves čas bdi nad potekom gradnje. Ja, ne vem, jaz nisem glih gradbinec, tako da ne morem točno reči. Jaz vidim, da manjkajo v glavnem vrata, manjka elektrika. Drugo je pa v glavnem naredu. Vidite, da so že parketi položeni, da gretje deluje, da je zgradba zaprta. Tako da po moji oceni dosti ne manjka in to so v bistvu obrtniška dela, ki bi se lahko, no seveda pa potem tudi oprema. Opremo bodo dobavili šele, ko bo vse končano, ko gradbinci odidejo, tako da je še kar precej dela, ampak mislim, da bi se to z voljo lahko hitro naredilo. Se je ob sami gradnji poslušalo kaj vas kot strokovnjaka, na človeka, ki se spoznate na to, oziroma verjetno imate določene želje, kakšna bi naj bila zgradba, kjer se nahaja glasbena šola?
Ja, poslušali so me ves čas, spraševali so me ves čas, vendar so me malo upoštevali na koncu. V glavnem ni kaj dosti po mojih željah, spraševali so me pa zmeraj, tako da bodo potem lahko rekli, da jaz nekaj nisem rakov, pa bom še jaz verjetno kaj kriv na koncu. No kaj na primer? Ja, sam razpored prostorov, naprimer, zdaj smo tu v mansardi, tu so zgubljeni koti, ki bi lahko še bilo več učilnic, vse 2 učilnice bi lahko tukaj še pridobili, če bi poslušali mene in bi naredili tako, kot sem jaz predlagal. Potem tudi v Pritličju sem mislil drugačen razporeditev prostorov, ki bi tudi lahko še dodatne prostore, vendar arhitekti pač gledajo na vse stare oboke in vse, kar se mora videti in pač delajo precej po svoje. Končna ocena stroška obnove grajske pristave zaenkrat ne presega predvidenega zneska. Jaz mislim, da bomo prišli, če bomo seveda sešteli vse tisto od nakupa samega objekta, parcele, potem do izdelave dokumentacije in pa do vseh zaključkov tam nekje 3,5 milijona evrov. Računam, da bo stala obnova tega objekta. Kakšna je bila finančna konstrukcija, občinska sredstva? Finančna konstrukcija v tej postavki, ki sem jo ravno kar povedal, je približno tako, da je 65%, ampak to je sedaj v bistvu v tem trenutku groba ocena, natančno bomo lahko povedali, ko se bo zadeva končala, so evropska sredstva in pa državni proračun, nekaj manjšega, ostalo pa občinska sredstva. Naj spomnimo. Občina Ormož je sredstva za obnovo pridobila na 3. javnem razpisu v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete, razvoj regij. Obnovljena grajska pristava pa bo na površini 1175 kvadratnih metrov nudila ustrezne prostore za delovanje muzeja. Glasbena šola pa bo svoje prostore dobila na površini 1003 kvadratne metre. V ormoški gimnaziji se vedno kaj zanimivega dogaja. Dijaki se spet in spet dokazujejo na različnih področjih. Dijaka Tomi in Aleš pa pri kvizu iz poznavanja evropskih prestolnic kultur, ki je potekal v nemščini, nista imela le znanja, pač pa tudi veliko sreče. Tomi Jevšovar z Ormoža in Aleš Lesjak iz Stare ceste pri Ljutomeru sta namreč 2 izmed 3 srečnežev, ki sta od 3 mladih Slovencev bila izžrebana za obisk ene izmed sedanjih oziroma bivših evropskih prestolnic kulture. Tako bo Tomi en vikend v avgustu preživel v Esnu, Aleš pa vikend v Gracu. Vse se je začelo meseca decembra. Na področju nemščine smo zlasti aktivni in sicer običajno se odzivamo na povabila Goethe-inštituta iz Ljubljane za podobne natečaje, kvize, razpise in dijaki običajno z veseljem sodelujejo. Enako se je zgodilo tokrat. Goethe-inštitut nas je povabil k sodelovanju v kvizu, torej o spoznavanju evropskih prestolnic kulture in dijake sem poskusila navdušiti za to, da se v tem kvizu sodelujejo. Koliko jih je sodelovalo gimnazijcev? Sodelovali so vsi letniki, 4., 3. in pa drugi, vsi tisti, ki jih pravzaprav sama poučujem, so morali sodelovati v tem kvizu. In koliko je bilo dijakov iz cele Slovenije? Imate ta podatek, koliko je sodelovalo? Ne, tega podatka žal nimam, vem pa, da je bil razpis torej, javno objavljen, se pravi, sodelovali so lahko vsi dijaki in pa učenci tudi osnovnih šol iz cele Slovenije. Se pravi, iz gimnazije Ormož sta kar 2 izžrebanca srečna. Koliko pa je pravzaprav iz Slovenije izžrebani? V celi Sloveniji 3, tako da smo 2/3 pobrali mi. Navdušila nas je naša profesorica nemščine Renata Bezjak, pa tudi bistveno sami smo se ti malo navdušili. No in kakšen je bil postopek sodelovanja v kvizu? V bistvu 1 uro smo šli v računalniško, pa smo pač vtipkali isto spletno stran in tam smo imeli vsa vprašanja in mi smo mogli v bistvu po samem internetu iskati odgovore. No in kakšne so bile tvoje ugotovitve recimo, oziroma kakšne so bila pravzaprav vprašanja tega kviza? Na kakšno temo? Ja, vprašanja so se navezovala na evropske prestolnice kulture, torej mesta, pa tudi različne živali, kjer so sodelovali tudi pač razna vprašanja, ki se navezovala na evropske prestolnice kulture in pač
mi smo morali najti pravilne odgovore. To pomeni, da si na vsa vprašanja točno odgovoril. Ja, mislim, da sem, ja. No in to, da si bil izžreban, kaj ti to pomeni? Pravzaprav imaš podatek, koliko vas je pravzaprav v kvizu iz področja Slovenije sodelovalo? Ne, v bistvu podatka nisem nikoli zasledil, no glede, da sem zmagal prvi nisem verjel, prvi sem mislil, da ni glih to res, potem pa se pač le dojel, da je to res, no pa malo se zdaj veselim. No in kako si se ti spravljal k delu, recimo, kako je potekalo to vso delo? To mi je povedal, da ste v računalniški učilnici to vse delali, si se kaj pripravljal posebej? Ne, nič se nismo pripravljali. Pač profesorica je omenila, da bi mogoče lahko poskusili rešiti ta kviz in potem smo se enkrat zbrali v računalniški učilnici in smo pač rešili, malo smo si tudi pomagali med seboj. No, kakšne so recimo bila vprašanja iz kviza? Zdaj, imeli smo 5 različnih spletnih strani od Evropskih prestolnic kultur. Vprašanja so se navezovala na te spletne strani in odgovore smo morali poiskati na teh spletnih straneh. Zdaj, na primer, če omenim eno vprašanje, na sliki je bila na primer neka specialiteta in smo morali ugotoviti, z katerega kraja je ta specialiteta. Z katere spletne strani torej. In se ti je zdelo težko ta vprašanje? Bilo je malo težko najti vir slike. Drugače pa to vprašanje ni bilo eno izmed težjih. No, ti se odpravljaš v Gradec, te veseli, se že pripravljaš na kakšen način na ta izlet? Nisem se še nič pripravil, čakam, da me bodo poklicali pač vodje tega izleta. Seveda sem oddal že svoje podatke in številko, da me bodo potem lahko kontaktirali in se bomo lahko zmenili podrobneje. Evropska prestolnica kulture je naziv, ki ga za eno leto nosi eno ali več mest v Evropi. Pobuda je nastala leta 1985 po zamisli tedanje grške ministrice za kulturo Meline Mercouri. Evropsko prestolnico kulture imenuje Svet Evropske unije na priporočilo Evropske komisije, ta pa pri tem upošteva mnenje žirije, sestavljene iz 7 neodvisnih izvedencev. Za leto 2012 je kot Evropska prestolnica kultura imenovan tudi Maribor. V okviru 4-dnevnih dogajanj, s katerimi na Kogu obeležijo god svetega Antona Puščavnika, je letos bila tudi druga čurkarijada, ki prinaša ocenjevanje in pokušino pri nas znanih črnih, sivih in belih čurk. Letos je za najboljšo čurko konkuriralo 20 čurk iz 13 kmetij. S čurkarijado so na Kogu začeli na pobudo Združenja rejcev prašičev Ormož. S pomočjo Kmetijsko-gozdarske zbornice Ptuj, Kmetijsko-svetovalne službe v Ormožu in Biotehnične fakultete v Ljubljani je čurkarijada dobila tudi strokovni nadzor v smislu ohranjanja kulinarične dediščine slovenskega podeželja. Pod izrazom čurka na območju Koga in večjega dela vzhodnega ormoškega območja poznamo izdelek kašasta klobasa. Nekateri jih imenujejo tudi koline ali krvavice. Osnova vseh je kaša, glede na dodatke pa jih delimo v črne, bele in sive čurke. Pri vseh 3 vrstah pa gre za izdelke, ki so izdelane iz prekuhanih ali praženih vsebin nadeva z dodatki začimb. Izdelke najprej obarijo, pred jedjo pa še spečejo. Čurke na kmetijah navadno delajo na dan kolin. Osnova za vse je namreč rejen prašič. Pepek z Brega, humorist Roman Marič, nam je povedal. Moja naloga je to, kar sem svijo pripela. Gujdaka, najmlajši svijač, ima samo 80 kg. Bodo kakšne posebne čurke z tega vsega? To še ne vem, ki mesor še ni briša, kaj bi rekel, kakšna čurka bomo delala. Glavnem, svijo bomo zadrgnuli, pa klobose bomo delali, čurke pa brščovska tudi. Ki moramo čurke delati, če smo pri Kogi, pa če je čurka rjala, drugače je to brez smisla. Imate kakšen poseben recept? Ja, veš, zato da po televiziji, in te pa nas mi povedate. To je skrivnost, znači da vi povedate, da drugo leto si zmogali. No in kako zakolete svinjo in to? Kako zakolamo? Ja, štihnamo, kako češ, mislim, vse to ni lepo. Samo ne veš drugače, dregnaš, te pa malo se dara, te pa je fertik, Tudi mesar, humorist Milan Gašparič je, kar se tiče recepta za čurke, bil skrivnosten. Pot do čurk pa sploh ni tako kratka, je še pojasnil. Ja, seveda mesor je glavno, znal kaj naredi,
pa ne samo čurka. Prvo treba svi v sveta spraviti, pa te čurke delate. Ko se vsaki misli, da čurka prišla tako samo, ne, ga moraš prvo svi imeti, ne. Imate vi kakšen poseben recept za pripravo čurk? A seveda to pa je recept, poseben recept, ne. Mislim, da je še bolj tajni pa skrivnosten, kot pa za Coca-Colo. Čurkarijada je potekala v telovadnici osnovne šole na Kogu. Po pokušenju in ocenjevanju čurk je potekal tudi kviz na teme iz kmetijstva in različnih ljudskih dogodkov. V kvizu so sodelovale 3 skupine. 2 skupini sta bili sestavljeni iz članov Društva podeželske mladine, ki deluje v okviru svetovalne kmetijske službe Ormož, in skupina, ki so jo sestavljali učenci biotehnične šole na Ptuju. Kot se je izkazalo, so mladi pokazali veliko znanja, saj so rezultati bili zelo izenačeni. Sicer pa so kviz popestrile domače kulturno-umetniške skupine in domači humoristi. Bistvo čurkarijade pa je seveda bilo ocenjevanje čurk. Ocenjevanje je opravila 3-članska strokovna komisija, ki so jo sestavljali dr. Leja Gašperlin iz Biotehniške fakultete, katedre za predelavo mesa, Hinka Hržič, svetovalka za družino in dopolnilne dejavnosti z Ormoža, ter Peter Pribožič iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije na Ptuju. Po pravilih senzoričnega 20-točkovnega ocenjevanja klobas je komisija ocenjevala zunanji videz, barvo prereza, sestav prereza, teksturo, vonj in okus izdelka. Komisija ni imela lahkega dela, je povedal predsednik komisije Peter Pribožič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenije Ptuj. Ja, seveda, ker čurke so prvič začinjene z začimbami, tako da borbončice na okuševalnih organih trpijo, ampak moram pa reči, da so bile zelo usklajene. Ni nekih večjih napak bilo paziti, tako da po tej plati je pa komisija imela lažje delo. Ja, gre za eno, bomo rekel, sezonsko in pa regijsko specialiteto, kateri moramo dati bodoče večjo pozornost, in taka čurkarijada ali pa tekmovanje v ocenjevanju kašnih klobas je tu samo pomoč in ima seveda svojo bodočnost, tako da jaz mislim, da to, da je drugič, že kaže, da bo to tradicionalna prireditev. Kmetije pa, ki sodelujejo, dobijo povratno informacijo o svojem izdelku, se promovirajo in moram reči, da že po lanski prvi čurkarijadi so imeli kar nekaj več dela, da so lahko zadovoljili povpraševanje. Na letošnji čurkarijadi je komisija ocenila 20 vrst čurk iz 13 okoliških kmetij. Vse so bile ocenjene z ocenami od 18 do 20 točk. Komisijo so najbolj navdušile črne čurke s kmetije Olge in Franca Ozmec iz Cvetkovcev, ki so prejele kar vseh 20 točk. Enako prepričljiv okus so imele tudi bele čurke s kmetije Lucike Lemina z Koga, ki jih je komisija tudi ocenila z vsemi možnimi 20 točkami. Po 19 točk pa so prejele najboljše sive čurke Mirana Medveda iz kmetije Horvat Lačaves in sive čurke Antona Kolariča iz Obreža. Predsednik Združenja rejcev prašičev Ormož Slavko Perc je z odzivom kmetij na možnost ocenjevanja čurk zadovoljen. Veste, če bi imeli en vzorec čurke, bi mogli biti zadovoljni. Vsekakor povabili smo, vsak ima, kako bi rekel, možnost sodelovanja, koliko se odloči. Jaz osebno sem zadovoljen, kajti to je več kot lani, pa ni le kvantiteta, ampak tudi, koliko sem pri bežnem pregledu ocenjevanja strokovne komisije, so ocene vsaj za piko višje. Mogoče pa je letos, pa koliko po okusu že se, bom rekel, čurka čez eno obdobje bomo prišli do enega tipa čurke, ki bo koliko toliko podoben. Mogoče je to slabost ali pa dobro, ampak prej je bila, bi rekel, vsaka kmetija je imela svoj tip čurke, zdaj pa se počasi stvari spravljajo na en imenovalec. O posebni kogovski čurki, ki bi bila narejena po kakšnem izvirnem receptu na Kogu, še ne razmišljajo. Imajo pa druge, tudi zelo zanimive načrte, je še povedal predsednik Združenja rejcev prašičev Ormož Slavko Perc. O tem nismo razmišljali. Resno pa razmišljamo, da bomo letos v tem vegetacijskem letu
če ne kot glavni posevek, pa vsaj kot strniščni dosevek, začeli sejati na tem področju ajdovo kašo, se pravi fagopirom eskelentom in posebno kašo za tip bele čurke, kot rečemo, pa nekom species. Ker dejstvo je, mi imamo vse tu na tem področju, žalostno pa je, da se nam v naših trgovinah oziroma težko pa je kupiti se pravi osnovno surovino za nadev, ajdovo ali pa proseno kašo, ker vidimo, če gremo po trgovinah, to je poreklo ali Evropska unija, se pravi Poljska, ali pa Rusija. Kogovska čurkarijada postaja vse bolj odmevna, čeprav šele druga zapovrstjo si je nabrala dovolj simpatij v svetu gurmanov in mnogih, ki v specialiteti vidijo ohranjanje kulinarične dediščine. Sodelujočim pa morda nakazala možnost trženja izdelka v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Društvo ljubiteljev glasbe Prepih, občina Sveti Tomaž in prostovoljno gasilsko društvo Koračice bodo 1. julija ob 20. pod šotorom v Svetem Tomažu organizirali prvi festival kvintetov narodno-zabavne glasbe z naslovom Prepih pod Kostanjem 2011. Podrobnosti so prepihovci oziroma pobudniki festivala predstavili na tiskovni konferenci. Kljub temu, da imamo v Sloveniji kar nekaj festivalov narodno-zabavne glasbe, pa takšnega, kjer bi nastopili le kvinteti, še ni, so povedali organizatorji. Trenutno so v trendu zasedbe z diatonično harmoniko in večglasnim petjem, to pa se odraža tudi v nagradah, ki jih prejemajo. Tako so klasični kvinteti po krivici kar malo zapostavljeni. Še vedno pa ostaja občinstva, ki obožuje glasbo kvintetov. To vemo iz izkušenj, sami to glasbo izvajamo, pa dostikrat pride kdo do nas, pa se dejansko zahvali, da to posluša, ker je tega res čedalje manj, po naše premalo. Uspešnih mladih ansamblov v kvintet zasedbi praktično ni več, menijo prepihovci. Zato bo festival Prepih pod Kostanjem 2011 priložnost, da se izkažejo tisti, ki še obstajajo. Morda pa bo festival tudi pobuda za nastajanje novih. Razpis za udeležbo festivala je že odprt, zajema pa kar nekaj natančnih pravil. Obvezni inštrumenti, to je ena redkost na festivalih, da so predpisani obvezni inštrumenti za vsako zasedbo, kar je pod prvo klavirska ali kromatična harmonika, drugo trubenta, tretjo klarinet, četrto kitara in peto kontrabas, bas kitara ali bariton. To je obvezno. Če kaj zraven je tudi vreden. Kot smo že rekli, niso dovoljeni elektronski instrumenti, niso dovoljene diatonične harmonike v vseh izvedbah. Sprejetih bo maksimalno 12 ansamblov, to zaradi tega, ker zaradi dolžine trajanja. Tako se dogaja, recimo, tam je tudi pol naslednji eni točki je dolžina skladbe in je tu pol, da zadeva ne bi trajala več kot maksimalno 2 uri. Avtor oziroma ansambel lahko sodeluje z eno ali več novimi skladbami, se pravi, če se ne more samo odločiti, katero novo skladbo bi dal. Namreč vsak ansambel lahko bo sprejet z eno novo skladbo, ki je njegova avtorska, ali pa se pravi taka skladba, ki še ni bila javno predvajana ali izdana, in pa drugo skladbo, ki pa mora biti skladba, se pravi, tako pravijo že na festivalu Števerjan, iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe, ampak zvrsti kvintet. Zato smo se mi tudi tu odločili, da so možni samo 4 tisti najstarejši ansambli, ki so v Sloveniji in ki so praktično to zvrst spravili na noge. Pravi, so dovoljene skladbe ansambla Bratov Hausnik, Alpski kvintet, 4 kovači in ansambla Planšarji. Razpis je odprt do 15. aprila. Ukolikor bo prijavljenih več kot 12 zasedb, bo predvidoma 30. aprila na Svetinjah potekal predizbor. Organizatorji so za udeležence pripravili tudi bogate nagrade. Najboljši ansambel festivala po izboru strokovne komisije dobi 800 € in plaketo,
najboljši instrumentalist. To je ena posebnost tega festivala, za katero smo se odločili. Nagrado dobi, oziroma eno plaketo, pohvalo, dobi vsak posameznik, se pravi vsak najboljši instrumentalist po določenem instrumentu. Pomeni najboljši harmonikar dobi plaketo festivala, najboljši klarinetist festivala dobi plaketo, to je ena posebnost mogoče. Seveda velja tudi za vokalista in vokalno zasedbo. Potem je nagrada za najboljšo skladbo, kar prejme avtor skladbe, to je 600 evrov, in nagrada za najboljše besedilo skladbe, kar znese 400 evrov. Zmagovalec festivala je ponavadi dobitnik nagrade občinstva. Tisti, katerega imajo najrajši, je zmago. Se pravi, občinstvo izbere najljubši ansambel festivala, ki za to prejme 1000 evrov. Na dan festivala 1. julija bo s pomočjo RTV Slovenija išla tudi zgoščenka, pa tudi sicer bo nacionalka poskrbela za zvok in snemanje festivala. Festival bo predvidoma vodil Boštjan Romih. Po tekmovalnem delu bo zbrane zabaval ansambel Saša Avsenika, so ponosno povedali člani Društva ljubiteljev glasbe Prepih, ki festival želijo izpeljati na najvišjem možnem nivoju. Pri stroških festivala jim bo izdatno pomagala tudi domača občina Sveti Tomaž, ki v organizaciji festivala vidi odlično možnost za promocijo kraja. Vemo vsi, da smo sorazmerno mlada občina in da kot mlada občina, po vrhu vsega pa še tudi sorazmerno majhna, še kako potrebujemo takšne dogodke. Sveti Tomaž mora postati prepoznaven, to velikokrat v javnosti povem, in če hočemo biti prepoznavni, gotovo ne bomo prepoznavni samo s tem, kar ustvarjamo z proračunom, ampak je poleg tega potrebno storiti še kaj drugega, da nas bo slovenski človek na tak ali drugačen način tudi lahko spoznal. In zato res vse čestitke prirediteljem tega spektakularnega dogodka za občino Sveti Tomaž v tem trenutku, seveda z iskreno željo, da vse to, kar je bilo danes povedanega, tudi zaživi in da se bomo 1. julija vsi, tako prireditelji, kot mi, kot pokrovitelji te prireditve in pa seveda naši občani občine Sveti Tomaž veselili pri tem prvem velikem festivalu narodno-zabavne glasbe, za katero si tudi sam srčno želim, da postane za Sveti Tomaž tradicionalna. Razpis in vse podrobnejše informacije so objavljene na spletu www.festival-kvintetov.net. Sledijo minute za ljubitelje športa. V ospredje postavljamo futsal in mali nogomet. Z našo kamero pa smo obiskali tekmo med Tomažem in Kiksi iz Ajdovščine. Na zaključku zimske lige malega nogometa Ormož smo obiskali tudi tekmo med avtoprevozništvom Jerebič Črni Ribič in Akordom Barom Središče. Ostanite z nami. Pozdravljeni! Pregled športnih dogodkov z ormoškega konca bomo pričeli z futsalom in malim nogometom. Za našo kamero smo bili na tekmi 11. kroga druge slovenske futsal lige med Tomažem in Kiksi iz Ajdovščine. Preden se sliko odpravimo na Hradek, si poglejmo izide tega kroga. Ljubljanski Viktor Bit je 5-4 ugnal Velike Lašče. Do minimalne, vendar pomembne zmage 4-3 so pri Zavrhu prispeli futsalerji Nazar. Presenečenje v Mariboru, kjer so 6-1 slavili gostje iz Voličine. Tomaž je zabeležil prvo prvenstveno zmago, na Hradeku so padli Kiksi. Tekma med Benediktom in Vebrom je na sporedu 5. februarja, prosti so bili futsalerji vodilne ekipe Keblja. Poglejmo k dogajanjem na tekmi med Peteljini in Ajdovci. Šele v 11. krogu so futsalerji Tomaža okusili slast prve prvenstvene zmage. S 5-1 so varovanci trenerja Marjana Magliča premagali Kikse, ki so se kljub porazu na Hradeku pred okrog 100 gledalci prikazali kot trda in neugodna ekipa. Do te tekme so Peteljini na domačih tleh dvakrat remizirali in doživeli 2 poraza. Tokrat pa je končno tudi sreča bila na strani gostiteljev. Tomaž je na tekmi zaigral v zasedbi: Vrbanič, Marin, vratarja, Simon Majcen, Strmšek, Miklašič, Robert Majcen, Plohelj, Rob, Mar, Belšak, Janžekovič in Krajnc. V prvem polčasu so gosti do 19. minute bili nevarnejši nasprotnik in zadetek gostov je cel čas visel v zraku. Domačega vratarja Vrbaniča, ki je bil eden izmed boljših posameznikov srečanja, je poleg nespretnosti gostujočih napadalcev reševal tudi okvir vrat.
Tudi gostitelji niso bili brez priložnosti, ampak mreži se vse do 19. minute čvrste tekme nista zatresli. Če so gledalci bili prikrajšani za zadetke, pa niso bili za prekrške, ki so padali kar po tekočem traku. Domači so jih do odmora storili 5, Kiksi pa enega več. Za 1:0 v 19. minuti zadel Omar, ki je izkoristil podajo vse strani in nepazljivost gostujočih branilcev. Po prejetem zadetku so gostje storili 6. akumulirani prekršek in strel iz 10 metrov je suvereno v vodstvo z 2:0 spremenil kapetan Rop. Odločitev o zmagovalcu je padla v prvem delu drugega polčasa, ko sta na roko Tomažu šla tudi izključitvi Markoviča v 22. in Džukiča v 28. minuti. Tretji in četrti zadetek v mreži Ajdovcev sta padla po igri Tomaža z igralcem več v polju. Prvič je po strpnem napadu, še drugič na tekmi zadel Rop. Pri četrtem golu pa so gostje z le 3 igralci zdrveli v napad in izgubili žogo. V protinapadu pa je brez večjih težav za 4:0 zadel prvi mož tekme Belšak. Po visokem zaostanku so Kiksi zaigrali z vratarjem v polju, kar je le bilo voda na mlin Petelinov. Blizu temu, da se vpiše med strelce, je bil tudi vratar Vrbanič, kateremu je v enem od lepih strelov vratnica preprečila pot do mreže. V 35. minuti so se domači gledalci veselili še 5. zadetka. Na polovici Tomaža so gostje izgubili žogo in omogočili protinapad Belšaku ter Maru. Po nekaj zapletih je na koncu Mar brez težav potisnil okroglo usnje v nebranjena vrata. Ajdovci so v 39. minuti dosegli častne zadetek. Po desni strani je pobegnil Vidmar in uspešno zaključil strel z zadetkom. Na koncu, če potegnemo črto, je Tomaž odigral eno svojih boljših tekem v tem prvenstvu. Roko na srce pa je tudi sreča končno bila na strani Petelinov. Ta zmaga je igralcem Tomaža velika vzpodbuda za nadaljevanje sezone in za vzpon po lestvici navzgor. Tomaž, Kiks Ajdovščina 5:1. Po jesenskem delu je stanje na lestvici sledeče. Vodi Kebel s točko naskoka pred Viktorbitom iz Ljubljane. Nazarje in Benedikt si delita 3. in 4. mesto. Slovenske Gorice iz Voličine so 5., Velike Lašče 6., Kiks iz Ajdovščine 7., Maribor je na 8., Zavrh na 9., Škofjeloški Veber na 10. in Tomaž s 6 točkami na 11. mestu. V 12. krogu bodo Petelini v petek ob 19:30 v športni dvorani pri Veliki nedelji gostili 3. uvrščene Nazarje. Za zmago bi se Tomaž najbrž znebil zadnjega mesta. Ostajamo pri športu okroglega usnja. S tekmami 10. in 11. kroga se je končala 14. izdaja Zimske lige malega nogometa Ormož, katero so uspešno organizirali delavci športnega društva Pušenci. Letos je v ligi sodelovalo naslednjih 12 ekip: Furija, Fiposor Aries IT, Mladost Miklavž, Bar Gaja Ivanjkovci, Bar Maček Ormož, Vičanci Transport Vičar, Klub ormoških študentov, Portal Cvetkovci.net, Akord Bar Središče ob Dravi, Inox Ograje Majcen, Beno Udrih Tim in Avtoprevozništvo Jerebič Črni Ribič. Ekipe so skupaj odigrale 66 tekem, na katerih je skupaj bilo doseženih 309 zadetkov. Sodniško nalogo so v letošnji izdaji uspešno opravili sodniki iz Medobčinske nogometne zveze Ptuj. Poglejmo rezultate 10. in 11. kroga. Avtoprevozništvo Jerebič Črni Ribič, Akord Bar Središče 6:0. Beno Udrih Tim, Vičanci 1:0. Inox Ograje Majcen, Furija 2:0. Portal Cvetkovci.net, Bar Maček 4:4. Bar Gaja Ivanjkovci, Klub ormoških študentov 2:7 in Mladost Miklavž, Fiposor Aries IT 6:3. Zadnji krog je prinesel naslednje rezultate. Vičanci, Avtoprevozništvo Jerebič Črni Ribič 2:4. Furija, Beno Udrih Tim 0:9. Mladost Miklavž, Inox Ograje Majcen 1:4. Akord Bar Središče, Bar Gaja Ivanjkovci 5:2. Klub ormoških študentov, Portal Cvetkovci.net 1:6 in Bar Maček, Fiposor Aries IT 3:3. Za našo kamero smo gostovali na derbiju 10. kroga med ekipama Avtoprevozništvo Jerebič Črni Ribič in Akord Bar Središče. Žal od derbija niti črka D, saj so prvaki iz leta 2009 gladko s 6:0 ugnali ekipo iz Središča ob Dravi.
Za zmago 6-0 sta dvakrat mrežo vratarja Akord Bara Kucena zadela Lesjak in Ivanuša. Po en zadetek pa sta prispevala Goran Schneider in Prapotnik. Malo nogometaši avtoprevozništva Jerebič, Črni Ribič so na koncu ob 10. zmaga in edinem porazu proti Inox Ograje Majcen osvojili prvo mesto in drugič zapored osvojili naslov v zimski ligi Ormoža. Kot zanimivost vas naj spomnimo, da rekord po osvojenih lovorikah trdno v svojih rokah drži ekipa Belkonta iz Tomaža, ki je 6-krat zapored osvojila zimsko ligo Ormoža v obdobju od leta 2001 do leta 2006. Za stare nove prvake so letos nastopali Davorin Schneider, Aleš Lesjak, Josip Novak, Marko Jerebič, Goran Schneider, Robert Zadravec, Marjan Ivanuša, Boštjan Zemljič, Boris Prapotnik in Dejan Jerebič. Najboljši strelec prvakov je z 12 zadetki bil Goran Schneider. Lesjak je dodal 11, Ivanuša pa 9 zadetkov. Iz vrst avtoprevozništva Jerebič, Črni Ribič prihaja tudi najboljši vratar lige. Laskav naslov si je prislužil Davorin Schneider. Tik pod vrhom se je uvrstila ekipa Beno Udrih tima, katero sponzorira odličen slovenski košarkar Beno Udrih, ki nosi dres Sacramento Kingsov. Ekipa iz Svetin je ob 9 zmagah in 2 porazih s 27 izbranimi točkami osvojila končno drugo mesto. Iz vrst podprvakov prihaja tudi najboljši strelec. Z 19 zadetki je najstrelec lige postal Marko Kovačec. Bron so si v tem prvenstvu priigrali malo nogometaši Inox Ograj Majcen, ki so sezono končali s 25 točkami. Ekipa se ob 3. mestu lahko pohvali, da je edina premagala prvake. Akord Bar je končal na 4. mestu, portal cvetkovci.net na 5., klub Ormoških študentov na 6., Vičanci na 7., Bar Maček na 8., Bar Gaja na 9., Mladost na 10., Fipusor Aries IT na 11. in Furija brez točk na 12. mestu. Organizatorji lige so podelili tudi priznanje za naj-fair play ekipo. Po zaslugi le enega prejetega rumenega kartona je naj-fair ekipa postala zasedba Vičanci Transport Vičar. Zaključek sezone sledi 29. januarja, ko bo v športni dvorani na Hradeku med 12 sodelujočimi ekipami v letošnji ligi potekal tudi turnir, kjer se bo dobil pokalni prvak. Končujemo s streljstvom. V soboto in nedeljo bo pestro v Ormožu, saj bo v športni dvorani na Hradeku pod organizacijo Strelskega društva Kovinar iz Ormoža potekal 3. krog prve A in B državne lige v streljanju z zračno puško in pištolo. V soboto ob 9. uri bodo svoje tekmovanje pričeli strelci v prvi B ligi s puško, kjer bosta barve Ormoža zastopali ekipi Strelskega društva Tovarna sladkorja Ormož in Strelskega društva Kovinar. Ob 10. uri in 30 minut se bodo pred tarče podali pištoljaši v prvi B ligi. Natančno opoldne bo na vrsti tekmovanje v prvi A ligi s puško. Ob 14. uri in 30 minut pa bodo na vrsto prišli še pištoljaši v prvi A ligi, kjer bodo domače barve zastopali pištoljaši Strelskega društva Jože Kerenčič iz Miklavža pri Ormožu. Nedelja na Hradeku je rezervirana za mlade strelce, ki bodo tekmovali v pokalu prijateljstva in v pokalu Slovenije. V pokalu prijateljstva tekmujejo pionirke in pionirji, v pokalu Slovenije pa mladinci in kadeti. Strelsko tekmovanje v športni dvorani na Hradeku bo v soboto in nedeljo potekalo na 40-mestnem montažnem strelišču. Vabljeni k ogledu zanimivega športnega dogodka na ormoškem koncu. Toliko za danes. Malenkost smo že občutili pomladne temperature, a kot kaže, zima še ni rekla svoje zadnje besede. A čas je pač tak, v vsakem primeru poskrbite, da vas ne bo zeblo in da se boste počutili kar se da zadovoljno. In ne pozabite biti z nami tudi čez teden dni. Pa srečno!